Spoštovane poslušalke in poslušalci, ob 19.45 je čas, da našim najmlajšim zaželimo lahko noč otroci. Nocoj na prav poseben način. Prvi program Radia Slovenija in A1 Slovenija namreč združujeta radijsko oddajo za otroke s 55-letno tradicijo in pravljice sodobnih slovenskih avtorjev. V oddaji Lahko noč otroci lahko v četrtkovih večerih doživite nove pravljice o odnosih, ki jih spletajo otroci. V neposrednem radijskem prenosu jih lahko poslušate na prvem, na spletni strani radio1.si pa je na voljo tudi video prenos. Pravljice v živo prenašamo tudi na Facebook straneh A1 Slovenija in Radio 1. Četrta v nizu je pravljica Dima Zupana Mrki. V radijskem studiu 13 sta že pripravljena dramski igralec Ivo Ban ter saksofonist in flavtist Primož Flajšman. Pa vstopimo v pravljični svet. Dober večer, otroci. Poslušate Lahkonočnice v oddaji Lahko noč otroci. Nocoj sem z vami Ivo Ban. Mesto se počasi plazi proti Barju. Hiše so vedno nižje, ulice so vedno ožje in vedno več je zelenja. Zadnji braniki mesta so 4 stolpiči, med njimi pa park, ki ga je zasedla mularija. Toliko se je dogajalo, da so tja prihajali tudi iz središča mesta. Nasproti stolpičev so bile nizke hiške, ostaline starih časov. Večinoma so bile že prenovljene, prišli so drugi ljudje od bog ve kod, razen ene, ki je kljubovala spremembam. V njej je živel sključen starec, ki si je pri hoji pomagal s palico. Na glavi je nosil veliko bareto, imel je košate sive brke in namrgoden siten obraz, kot bi bil večno nezadovoljen in jezen na cel svet. Blaževa mama je nekoč pri kosilu navrgla: Mrki starec se nikoli ne nasmehne, ko ga pozdraviš. Človek dobi občutek, da bi najraje pogledal stran in da so mu vsi ljudje odveč. Kot bi ga kaj hudega doletelo v življenju, se je strinjal oče. Blaž je o tem seveda v parku poročal Luki in Domnu, pa še nekaj mulcev je bilo zraven. In kot se to dostikrat zgodi, se je starega moža vzdevek takoj prijel. Se je pa o Mrkem precej govorilo, predvsem v zvezi z njegovim vrtom, ki je bil urejen kakor iz škatlice, kar pa ni bilo nič čudnega, se je cele dneve šaril po njem. O okrasnem cvetju in grmovnicah ne bomo izgubljali besed, kajti mularijo so predvsem zanimale uporabne in koristne rastline. Spomladi se je začelo z redkvicami, potem so prišle na vrsto jagode.
ogromna njiva, slajših ni bilo. Tiste iz trgovine so bile v primerjavi z njimi kot krompir, če uporabimo Domnove besede. Ste vedeli, da je ribez lahko črn, bel ali pa rdeč? Pa kosmulje so tudi lahko svetle ali temno rdeče, oboje pa tako čudovito sladko kisle. Potem so bile tam še neke joste, križanci, ki so prav zanimivega okusa. Vsega je bilo v izobilju, tako da so se vsi spraševali, kaj Mrki pravzaprav počne z vsemi temi slastnimi pridelki. Preden so dozorela jabolka vrste beličnik, je bila glavni magnet košata češnja, katere plodovi so bili veliki kot manjši paradižniki. Kdor je enkrat zagrizel v rdečo lepotico, tega ni pozabil nikoli. Bila pa je manjša težava. Mrki starec je skrbno čuval svoj vrt, poleg tega pa je imel vedno pri sebi palico, s katero je pogosto žugal mulariji, ki je cedila sline ob nizki ograji. Sta videla? Češnje so že zrele, je Blaž poročal prijateljema. Nepotrebne besede. Seveda sta vedela, le kako naj bi to spregledala. So pa mulci s pozornim opazovanjem ugotovili pomembno vrzel v obrambnem sistemu Mrkega starca. Kadar je zapustil hišo, je vedno zagrnil težke zavese. Kakšno srečno naključje, je hitel poročati Luka prijateljema. Mrki ima zagrnjene zavese, poleg tega je pa pozabil odstraniti prislonjeno lestev. Saj ni mogoče, so se Blažu pocedile sline. Tako rekoč imamo odprta vrata v kraljestvo sanj. Niti se niso trudili s plezanjem prek nizke ograje. Ker Mrkega ni bilo doma, so na vrt smuknili kar skozi vrata. Kot bi trenil, so splezali med zelenje. Češnja je imela 3 vrhove, vsak je splezal na svojega, da si ne bi bili v napoto. Kar se da hitro so nosili češnje v usta, kajti za Mrkega nikoli niso vedeli, kdaj se bo pojavil od nikoder. Hudiča! Je nenadoma vzkliknil Domen. Nekdo kuka na nas izza zavese. Kako kuka? Je s polnimi usti prestrašeno zastokal Blaž. Tamle! Je z roko pokazal Domen. Vsi trije so videli obrise sivega namrgodenega obraza. Potem se je zavesa zagrnila nazaj. Kaj je bilo pa zdaj to? Se je čudil Luka. Kdo bi ga razumel, tega Mrkega, je rekel Blaž. Za vsak primer se poberimo, jaz sem se tako in tako nabutal češen, da bom počil. Jaz tudi, se je Domen prijel za napet trebuh. Je pa čudno, da nas ni prišel podit. Kot bi bil v resnici prijazen sosed, ki se samo dela Mrkega. Blaž pa je modro dodal. Ja, res, dober sosed je zlata vreden.
Slišali ste novo pravljico Dima Zupana Mrki. Pričarala sta nam jo dramski igralec Ivo Ban ter saksofonist in flavtist Primož Fleischmann. Tonska in video izvedba Grega Samar, Cole Moreti, Urban Gruden, Jernej Pogačnik, Miha Juvan in Špela Šebenik. Napovedovalec Aleksandar Golja, režiserka Špela Krafogel, urednica oddaje Alja Verbole. Posnetek pravljice bo dostopen v našem arhivu in med podcasti oddaj Lahko noč otroci ter Lahko nočnice, ki ga lahko poiščete na svojem telefonu. Novi pravljici prisluhnite tudi prihodnji četrtek. Želimo vam prijeten večer, najmlajšim pa le še 3 čarobne besede. Lahko noč otroci.